Aktualne zdravstvene razmere nam še naprej krojijo življenje. Kljubujemo jim tako, da se jim prilagajamo in vsakdanje aktivnosti peljemo znotraj postavljenih okvirjev. Na ta način se proti izhodu iz krize prebija tudi Nogometna zveza Slovenije, ki je naredila klasičen postanek na redni letni skupščini. Bila je seveda malce drugačna od prejšnjih, verjamemo, da tudi od prihodnjih, a vseeno takšna, kot mora biti. Naša krovna nogometna organizacija se je namreč dobro prilagodila okoliščinam, ki jih je prinesla globalna kriza in poslovno leto zaokrožila brez pretiranih tovrstnih pretresov. Že skozi govorimo, da Nogometna zveza ima uravnotežen proračun, ima zelo jasne vire prihodkov in tudi jasno distribuira ta sredstva porabnikom skozi programe oziroma skozi naše deležnike. Kriza je bila seveda nepričakovana, a se je zveza nanjo odzvala z odločnimi potezami. Ta denar, ki je bil pripravljen za sofinanciranje programov, bomo pač usmerili v preživetje delno klubskega nogometa, delno drugih segmentov in ohranili poslovanje z delno skrčenim proračunom, spet v neki meji ravnovesja oziroma uravnoteženega proračuna in ostali pozitivni tudi v tem letu. Ena glavnih težav je še naprej dejstvo, da tudi nogomet ostaja brez neposrednega stika z gledalci, s čimer je na preizkušnji njegovo poslanstvo. Zelo veliko težav povzroča predvsem nejasnost situacije za naprej, kaj bojo prinesli prihodnji meseci, predvsem trenutno mednarodna tekmovanja na področju športa in pa seveda množični dogodki. Gost skupščine iz vodstva Olimpijskega komiteja Slovenije je prepričan, da bo treba iskati drugačne poti športnega oziroma nogometnega sobivanja. Klubi se bojo morali v tej situaciji kljub vsemu truditi delati naprej, gledalci pa bodo našli poti. Kljub temu, da ne more biti čisto na štadionu, so pa lahko zraven na druge načine, tako da bomo skupaj zmagali tudi to situacijo. Čeprav v duhu vsega, kar nas po sili razmer zaposluje v zadnjih mesecih, pa glavni poudarki rednega letnega zbora pripadajo klasičnim temam. Proračun je kriza malce oklestila, kakšen pa je pogled nazaj in naprej iz športnega vidika? Nadejali smo se nekoliko boljše uvrstitve A reprezentance, čeprav je A reprezentanca pokazala izjemen napredek v igri in pristopu. Zalomijo se je mal ta oktobarski cikel, ampak vse drugo je okej. Kako pa je na nižjih stopnicah reprezentančne piramide? Z močnimi tekmeci se na Evropsko prvenstvo pripravlja mlada reprezentanca. V igri za nastop na prvenstvu stare celine je izbrana vrsta do 19. leta. Nov zagon je v ženski reprezentanci. Tako da tudi rezultatsko, če pogledamo celoto, ni slabo. Redna letna skupščina je bila malce posebna tudi ob dejstvu, da je potekala v letu, ko zveza praznuje 100-letnico nogometa pri nas. Dosedanji program dogodkov je bil okrnjen in prilagojen. Odpadle sta dve največji manifestaciji, to je akademija, slavnostna akademija in tekma proti Portugalu. Vse drugo izvajamo oziroma bomo izvedli do konca leta, tudi to slavnostno akademijo v kombinaciji z zaključkom leta. Probali bomo ohraniti tudi ta stik s Portugalci in enkrat v prihodnje odigrati to tekmo. Pogled v bližnjo prihodnost v naslednje tedne in mesece prinaša seveda željo, da se uspešno konča prvoligaško prvenstvo in začnejo nova, ter da se ponovno zberejo reprezentance. Skratka, da se tudi nogometno življenje vrne v stare tirnice.